Prvič v zgodovini slovenskega nogometnega prvenstva, tekme prve slovenske nogometne lige na programih televizije Sportklub in z dvobojem, torej lahko bi rekli Ljubljanske kotline med Bravom in Radomljami. Teh dvobojev Ljubljanske kotline bo kar nekaj v letošnji sezoni slovenskega nogometnega prvenstva. Začenjamo prvoligaški ples, kar se našega državnega prvenstva tiče. Ampak zelo dobrim vtisom v začetku te današnje tekme. Zdaj pa napaka v domači obrambi, tole je priložnost Nikolić in kaj so zdaj zapravili Radomljani, 13. minuta, lestvice najuspešnejši, peti Bravo je na koncu 9. mesta sicer delila le paket 3 točk, tole je zdaj priložnost Marožin, tole je bilo nevarno. So bile nevarne in zdaj še ena prepoceni oddana žoga za Bukovnik, ki je lepo našel Nikolića. Nikolić na 20 metrih in obramba Vekića. Dolga podaja in poglejte, najnižji v kazenskem prostoru. Nikolić je ustavil žogo, poleg dveh višjih branilcev. Ja, takole diagonala mimo obrambne vrste, nikogar v modrem tam, da bi streljal. Nov poizkus za Radomlje, strelj z glavo zdaj Luke Cerarja. Primc dviga žogo v 5 metrov in kaj so zdaj zapravili Radomljani. Lani 17 v zadnjih 4 sezonah član nogometašev Radomelj, zdaj pa Marožin z desne. Žoga, ki je bežala od Šugića in na njegovo srečo tudi od desne vratnice, dopolnil 37 let. Zdaj priložnost, tule je spodrsnilo Vekiću, ki pa je vendarle obranil. Tole je priložnost Radomljam, neverjetno. Ja, se strinjam, prvi polčas je pripadal Radomljanom, predvsem z super pripravo na tekmo, ker so onemogočali vse, kar smo mi poskušali narediti proti naprej. Res pa je, da nismo bili pravi prvi polčas, neusmerjeni, počasni, neaktivni. Se je pa to spremenilo v drugem in tudi, ko smo malo manj organizirano napadali globino, so se nam začele pojavljati situacije, iz katerih bi lahko zadeli, ampak glede na prikazano ne bi bilo zasluženo, tako da mislim, da so bile Radomlje bližje zmage vseeno. Pa glede na prikazano moramo biti zelo zadovoljni. Glede na to, da smo si ustvarjali veliko priložnosti, mislim, da bi si po prikazanem zaslužili tudi 3, ampak ne moramo zdaj gledati to, da je ta točka neuspeh, moramo se te točke veseliti in s tako vnemo iti tudi naprej. Moram zelo pohvaliti svoje fante, ki so pokazali srce na igrišču, ki so se borili za svoj grb in vsak od njih je lahko ponosen in samo tako s tako igro in pa s tako požrtvovalnostjo, borbenostjo se lahko nadejamo še dobrih rezultatov naprej.